Lepo pozdravljena, direktorica knjižnice Antona Tomaža Linharta v Radovljici, Božena Kolman-Finžgar. Dober večer in lepo pozdravljeni vi in seveda vsi gledalci televizije. Še zadnje priprave tečejo na dan slovenskih knjižnic, ki bo tokrat v novi knjižnici v Radovljici, ker bodo tukaj zbrani vsi direktorji vseh knjižnic. Sicer pa imate še en pomemben dogodek v naslednjem tednu. Če se ustaviva najprej pri prvem. Tako je. 20. november je dan slovenskih splošnih knjižnic in praznujemo ga vsako leto. Ker knjižnicarji praktično delamo, ga tudi praznujemo delovno med knjigami in ker je naša knjižnica res lepa in nova in vredna ogleda, smo tokrat povabili čisto vse v Radovljico. Organizator tega dogodka je sicer Združenje slovenskih splošnih knjižnic. Bo pa v torek 20. ob 11. uri, ko se nam bo pridružil minister za kulturo, gospod Prešiček, pa seveda aktualni župan občine Radovljice, Ciril Globočnik, predsednica združenja Vesna Horžen in pa bistvo veliko knjižničarjev. Pripravljate pa prav gotovo tudi en poseben program. Koga vse ste povabili na to slovesnost? Program bo seveda zelo pester. Čisto vse ne bom povedala, kajti treba je priti in pogledati v živo. Veliko bo glasbe, veliko bo stand-upa, predvsem pa tisto, kar je bistveno in zaradi česar vabimo čisto vse, nagradili bomo najboljše projekte slovenskih knjižnic. In to je tisto, kar pravzaprav šteje. Knjižnice poizkušamo na različne načine optimizirati svoje storitve, jih približati bralcu in seveda spodbujati branje na vse možne načine. In kakšen bo drugi dogodek v prihodnjem tednu? No, drugi dogodek je pa povezan z lanskoletnim knjižnim sejmom. Občina Radovljica je bila lansko leto gost knjižnega sejma v Ljubljani, letos pa knjižni sejem prihaja v Radovljico in kot gosta pripelje Ferija Lainščka. Torej, v četrtek 22. zvečer ob naši standardni uri začetkov, torej ob 19:30, je naš gost Ferij Lainšček, z njim se bo pogovarjala Romana Purkart, za Prekmurski Melos glasbeni bosta poskrbeli Natalija Šimunovič in pa Jožica Potočnik. Torej vabljeni potem v četrtek ponovno v Radovljiško knjižnico. No, vsekakor vsaj ta 2 dneva, sicer pa praznujemo čisto cel teden, tako od ponedeljka pa do petka.